razmišljam, kako lepo, da vsako sredo nekaj naredimo za svoje telo, potem pa tudi nekaj za dušo. Zato smo pri psihoterapevtki, da pravzaprav vsi skupaj se poglabljamo vase, da delamo na sebi. In zadnjič smo govorili o nekih takih temnih vidikih, ki jih imamo, ali pa mogoče o tistih negativnih plateh, ki jih tudi ne sprejemamo. In danes je zelo zanimiva tema, ki mi jo je predlagala gostja. Pogovarjali se bomo o naši personi. Bo razložila sama, kaj to je, ker je to čisto strokovni termin. Urške Jedišek, eno lepo dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Torej, pravite, zanimivo je videti, kdo smo v resnici, kaj pa je tisto, kar mi kažemo drugim ljudem. Tukaj pride verjetno potem ta persona do izraza, to nam boste vi razložili, ampak me zanima, ali to pomeni, da se mi nenehno pretvarjamo, da kažemo nekaj drugega drugim ljudem, kot je to, kar v resnici smo. Ja, ali se pretvarjamo, to je odvisno od človeka, ampak mi ljudem vedno kažemo različne vloge, ki jih mi nosimo, kot neke vrste maske. Naprimer, ko grem k svoji mami, verjetno se z njo pogovarjam drugače, kot če grem k zdravniku ali če sem na kavi s prijateljico. Potem ravno tako, ko grem k zdravniku, od njega ne pričakujem, da mi bo naprimer popravil avto ali pa da mi bo dal nek nasvet glede avta. Zato, ko pridem k zdravniku, pričakujem od njega, zato ker on nosi belo haljo, pričakujem od njega neko zdravljenje. Se pravi, persona nam na nek način pomaga, da se mi predstavljamo svetu in da nosimo neko vlogo, ki jo želimo v tistem trenutku svetu sporočati, se pravi okolici. Lahko nam to seveda pomaga, nas ščiti, s tem, da jaz recimo od zdravnika ne pričakujem nasveta glede avta. Lahko pa pride tudi do težav pri tej personi, se pravi, če se s tem preveč identificiramo, preveč poistovetimo. In kaj se takrat zgodi? To je tisto, kar pravite, je lahko problematično. Ko se mi preveč poistovetimo s to našo, tako imenovano, persono. Ja, to večkrat opazimo pri kakšnih slavnih osebnostih, recimo kakšnih politikih ali mogoče recimo kakšen župan, je tudi sicer v službi zelo pedanten človek, pride domov, tudi od svoje soproge zahteva, da je vedno vse zlikano, prano, da on kot župan nastopa seveda v javnem in zasebnem življenju kot župan. Ampak zelo pomembno je, da mi znamo te naše maske sleči. Ko pridemo domov, je on samo soprog, oziroma samo, lahko je to še pomembnejša vloga. Lahko je oče, se pravi, ali če sem jaz, ne vem, učiteljica, je pomembno, da jaz, ko pridem domov, slečem mojo vlogo ali masko učiteljice in se pogovarjam s svojimi otroki kot mama. In podobno. Se pravi, to je ključno, da te vloge, da v bistvu, da jaz ohranjam svojo podobo, samo podobo takšna, kot sem, ampak v različnih okoliščinah prilagajam temu, kar se nekako v družbi pričakuje. Tudi če bi jaz prišla k vam, recimo zdaj glede na to, da spoštujem gledalce in publiko, se oblečem priložnosti primerno. Če bi jaz prišla na vašo oddajo, naprimer v trenerki, bi s tem nekaj drugega sporočala. Se pravi, da jaz nekako to, kar bi s tem sporočala, je več... Ja, se je večplastno. Ampak bi sporočilo bilo drugačno. Ja, in bi sprožili več interpretacij tudi s tem, če bi prišli v športni opremi, recimo sem. Mogoče ste delno že odgovorili, pa vendarle, ker mi seveda imamo radi nasvete, ki nam jih dajete strokovnjaki na področju psihologije, psihoterapije, kako torej naj jaz kažem svojo persono tako, da mi bo koristila in da znam potem to razmejevati. Se pravi, kaj je tista idealna, če lahko rečem, oziroma kako naj to pravo harmonijo? Kaj kazati svetu, zato da mi to koristi in ne škodi? Da ne zapadem v to, da se recimo preveč poistovetim s to svojo podobo ali pa neko vlogo, ki jo opravljam. Ja, ves čas, tako kot vedno, ves čas je potrebno
ohranjati ta stik s sabo. Se pravi, a se jaz v neki personi dobro počutim. Če grem jaz v neko okolje, kamor si želim pripadati, recimo v neko družbo, ki se oblači, ne vem, so jim zelo pomembne znamke. In jaz nekaj časa v tej družbi delujem, da se tudi jaz oblačim v znamke. Potem pa v enem trenutku si mislim, a jaz rabim te znamke. In začnem razmišljati, kakšno persono jaz kažem in kakšno persono si želim kazati, glede na to, kako se jaz počutim do tega. Se pravi, 3 stvari so pomembne pri tem, kar mi kažemo drugim. Seveda, persona nas včasih ščiti. Se pravi, da nam, ko grem jaz recimo na televizijo, jaz ne potrebujem svojo persono, v kateri vlogi igram zdaj, ne rabim jaz svojih osebnih stvari vam razlagati. Ampak hkrati je pomembno, se pravi, takrat nas persona ščiti. Hkrati je pa pomembno, da spoštuje okoliščine, v katerih nastopam. Se pravi, če grem jaz na pogreb, seveda se oblečem v črno, ker s tem kažem neko spoštovanje. Ampak to, kot smo rekli, je pomembno, da spoštuje tudi moj notranji vidik, ko se jaz počutim, in pa neke biološke značilnosti. Se pravi, če sem jaz stara, ne vem, 40 let, potem ne bom oblačila stvari, ki jih danes oblačijo najstnice. Ali pa recimo, če mene recimo, če hočem vzgajati otroke po svoji podobi, oni so pa drugačni. Je tudi, kažem, jih silim v persono, ki ni njihova prava. Ja, to je zelo zanimivo, ne? In to moramo tudi v resnici čutiti, ne? Ja. To je zelo povezano vse skupaj, v bistvu, kar nam razlagate. Neke so neke družbene norme, drugo je pa to, kar tudi mi v resnici potem doživljamo, čutimo. Vem, da imate eno zanimivo zgodbo, to je veliki knjigi, to je kakšna taka Biblija za psihoterapevte. To je moja Biblija, ja. To je ženske, ki tečejo z volkovi, Clarissa Pinkola Estes. Poznamo. To je Biblija vsake ženske. S to zgodbo bi rada povedala, če je naša persona preveč prilagojena družbi in premalo nam, smo na nek način pohabljeni. Smo zelo na nek način kot invalidi, čustveni invalidi. Zato bom prebrala zgodbo. Super, pozorno poslušajte, gledalci, to je res zanimiva zgodba, ampak morate poslušati in potem, da misliti. Si predstavljati. Si predstavljamo. Neki moški je obiskal krojača in si pomeril obleko. Ko je stal pred ogledalom, je opazil, da spodnji rob telovnika malce vleče na eno stran. Oh, je rekel krojač, ne skrbite zaradi tega. Z levico povlecite krajši konec navzdol in nihče ne bo niti opazil. Moški ga je ubogal, a videl, da se zavihek na suknjiču uvija, namesto da bi bil raven. A tole, je pripomnil krojač, to ni nič. Malo zasukajte glavo in ga z brado potisnite navzdol. Moški ga je ubogal in ko je to storil, je opazil, da so hlače malce pretesne v koraku in ga tiščijo. Nikar se ne vznemirajte zaradi tega, je dejal krojač. Z desno roko povlecite korak navzdol in vse bo v redu. Moški se je strinjal in kupil obleko. Naslednjega dne je oblekel novo obleko s spremljajočimi ročnimi in bradnimi popravki. In ko je odšepal skozi park z brado pritisnjeno na zavihek, z levico vlekel telovnik in navzdol in z desnico oprijemal koraka, sta starca, ki sta igrala šah, obstala in ga gledala. O, ljubi Bog, je rekel prvi, poglej si tega pohabljenca. Drugi je za trenutek pomislil, na to zamrmral. Ja, res je hudo pohabljen, ampak veš kaj, zanima me, kje je dobil tako lepo obleko? Ja, hvala lepa, bomo tukaj končali. To nam bo vse skupaj dalo misliti. Hvala, da se lahko skupaj z vami in tudi s takimi modrostmi, anekdotami mogoče, poglabljamo vase. In do prihodnjič, Urška, hvala. Hvala tudi vam.